18. aprila 2013 je na Medpodjetniškem izobraževalnem centru potekala predstavitev raznih vaj z področja okoljevarstva. I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see I don't attain. Pri prvi vaji vidimo primerjanje, kdo je boljši oziroma učinkovitejši. Tukaj je indukcijska plošča, ki segreva s pomočjo elektromagnetne indukcije. Naslednjo lahko vidimo ogrelnik vode in standardno ogrelno ploščo, ki ogrevata s pomočjo grelca. Sedaj pa si bomo še pogledali pridobivanje električne energije s temperaturno razliko. Tukaj vidimo vetrnico, ki se napaja ekskluzivno z energijo pridobljeno iz temperaturne razlike. V obeh posodicah lahko vidimo vodo z različno temperaturo. Merilec električne energije za domačo uporabo. Podatke nam posreduje brezžično preko tega oddajnika, vse meritve pa očita s pomočjo tokovnih klešč, ki nam podatke posredujejo direktno na LCD zaslon. Meritve na LED sijalkah. Te so še posebno zanimive, saj z majhno porabo električne energije proizvedejo zelo močno svetlobo. Tukaj vidimo prvi merilec in drugi merilec svetlobe. Ta dva v bistvu zmerita, kako močno neka sijalka sije, oziroma koliko energije odda. Človek in energija. Tukaj lahko vidimo električno kolo, na katerem s poganjanjem ustvarimo električno energijo. Dovolj je za napajanje teh dveh žarnic recimo. Tukaj sta amper in voltmeter, ki nam pokažeta proizvedeno električno energijo. Tukaj pa so še zunanji porabniki. Doma narejena čistilna naprava. Sestavljena je iz večjih prekatov, po katerih se preliva voda in se postopoma očisti. Ta naprava je tudi popolnoma avtomatizirana z različnimi senzorjami, ki zaznavajo višino gladine, lahko deluje tudi čisto avtonomno. Vetrna energija. Ker v laboratoriju ni ravno veliko vetra, bomo uporabili obraten postopek. S pomočjo električne energije bomo ustvarili veter. Tukaj vidimo še manjši vetrni generator, ki prav tako proizvaja električno energijo. Lahko pa jo tudi porablja in deluje kot ventilator. V merilcu hitrosti vetra je prav tako električna turbina, ki proizvaja napetost. Avtomobilček H-Racer. Električna energija, pridobljena iz te celice, je dovedena do te nekakšne črpalke za gorivo. Gorivo je v našem primeru vodik, ki izhaja v obliki mehurčkov. Proizveden pa je iz navadne vode. To gorivo, torej vodik, načrpamo v naš avtomobilček, ki ga po potrebi pretvori ponovno nazaj v električno energijo. To pa lahko uporabimo za vožnjo tega avtomobilčka preko daljinskega upravljalnika. Uporabni izdelki iz odpadnega materiala. Na naši šoli ostane veliko odpadnega materiala, še posebej od tiskanih vezi. Torej, kaj storiti z njimi? No, tukaj je odgovor. Razna stojala. Tako, pa smo prišli do konca naše predstavitve. Kot vidite, učilnico že pridno pospravljajo in urejajo vse nazaj na svoja stara mesta. Tudi mi se poslavljamo in vam želimo lep dan še naprej. At night.